Danes je naša premierna predstavitev novega izdelka, mega odmerka hidroliziranega kolagena Glam Up. Za tiste, ki mogoče ne veste, kaj v angleščini pomeni, to glam pomeni v bistvu, da zažarimo nekaj glamuroznega, skratka, to, kar si sigurno vsaka ženska, pa no, mislim, da tudi moški želi, a ne. Ne samo, da smo lepi navznoter, za kar se v Kaliviti tako trudimo, ampak zdaj bomo pa lahko res zasijali vse svoji lepoti tudi navzven. Danes imamo en krasen program, jaz sem zelo vesela, da ste se nam pridružili na tem čudovitem dogodku. Upam, da bo za vas ogromno koristnih informacij in da boste lahko potem te informacije tudi delili z tistimi, ki jih imate radi in ki jim seveda želite, da se dobro počutijo, da dobro izgledajo, da so zdravi. Za tiste pa, tako kot naša Franska reče, ki jim pa ne prvoščite dobre, boste pa rajši tiha, pa ne povedati. Boste pa samo vi dobro izgledali. Danes bo naša gostiteljica Mojca Perko, magistra farmacevtskih znanosti. Njej pripada ta čas, da bo predstavila ta čudoviti izdelek. Jaz si bom malenkost pomagala pri slajdih, ki nam jih je pripravila, tako da boste vi lažje ta čas prisluhnili njej. Jaz se bom pa ukvarjala tako, da v bistvu premikam te slajde naprej, da boste lahko tudi prebrali pa pogledali ene par zapisanih informacij. Če kdo ne more danes, se pravi, če veste, da kdo od vaših znancev danes ne more spremljati tega webinarja, dobra novica je to, da se bojo vsi webinarji snemali, tudi ta se, tako da boste lahko kadarkoli si naknadno potem pogledali in dobili vse te koristne informacije na našem YouTube kanalu. Se pravi, gre se samo pogledati na Kalivita Slovenija in dobite v glavnem tole predavanje, samo da vidim, če še kdo v čakalni vrsti, zaenkrat ne. Skratka, zdaj bi pa jaz kar predala besedo naši današnji gosti. Bom pripravila tudi tele PowerPointe, tako da bomo delili zaslone, to, kar je zadnjič Igor tudi predlagal in boste lahko v bistvu spremljali in sliko in hkrati tudi čudovit Mojčin glas. Evo, Mojca, beseda je tvoja, izvoli. Dober dan, dober večer vsem skupaj. Najprej bi se zahvalila tebi, Maja, za takšen lep uvod, za predajo besede. Upam, da ste vsi odlično, zdaj se že dolgo nismo videli, malo pokimajte, da vas vidim, vsi smo super. Dobro, fino. In si bomo danes tudi naredili eno lepo druženje, koristno druženje, pa predlagam, da kar začnemo. Prav? V veliko čast mi je, da lahko predstavim novega člana iz družine izdelkov za krepitev lepote. In sicer pred nami je Glam Up. Kot je Maja povedala, dejansko čisti prevod Glam Upa je zažarimo. In bi kar predlagala, da si pogledamo, kaj pa Glam Up vsebuje, da bo ta žar prišel do izraza. In sicer glavna sestavina tega izdelka je hidroliziran kolagen in sicer v precej visokem odmerku, to je 10 gramov na enoto. Da pa ni ta izdelek samo kolagenski, je dodan še skupek antioksidantov in sicer pa poglejmo, kateri so. To so koencim Q10, kompleks karotenoidov, potem imamo vitamin E in pa alfa-lipoično kislino. Da pa je ta izdelek še bolj popoln, so pa dodali še natrijevo hialuronsko kislino. Super, vidim, Maja mi lepo pomaga, bravo, hvala lepa. No, pa bi si zdaj mi pogledali, zakaj kolagen? Kaj bo ta kolagen nam dobrega prinesel? Se bomo prestavili kar na naslednji slajd. No, pa poglejmo. Torej, če prelistamo malo literaturo in pogledamo študije, je v kar precej literature dokazano, da kolagen v hidrolizirani obliki zelo pozitivno vpliva na dermatološko zdravje. In študije nakazujejo, da je izredna izboljšanost, elastičnost in pa prožnosti kože, kar pa vemo, da ima za posledico potem manj gub.
Tega se verjetno večina žensk veselimo. In predvsem pa tudi je manjša suhost kože in pa pretok krvi na obrazu se izboljša. Prav tako kolagen zelo pripomore tudi pri celjenju ran in ima tudi zelo dober vpliv na zdravje nohtov in pa las. Namreč lasje so manj krhki in tudi manj izpadajo. Kar se pa tiče nohtov, je pa zaznana tudi manjša lomljivost in pa hitrejša rast. Torej, kaj sploh kolagen je? Ugotovili smo, da nam prinaša precej dobrih lastnosti. Zdaj pa poglejmo, če pogledamo slikico, vidimo, kolagen je beljakovina in je zgrajena iz strojne vijačnice. Govorimo torej o taki dolgoverižni beljakovini, ki ima po videzu in lastnosti kot ena vrv in je izredno močna. Iz tega vidika ravno daje oporo v telesu in ni pomembna, kot smo imeli, samo za kožo, lase in nohte, pač pa bomo skozi predavanje ugotovili, kako velik pomen ima tudi za sklepe, za kosti, mišice, vezi in pa tkiva. To bo še ena dodatna glam up varianta, ne samo navzven, ampak tudi navznoter, to, kar rabim. Torej, kolagen je živalskega izvora in na tržišču ga bomo zasledili največ v obliki ribjega in pa govejega kolagena. Znanstvene študije pa nakazujejo, da če primerjamo oba kolagena z isto molekulsko maso in pa aminokislinsko sestavo, se ugotavlja, da so v bistvu enako učinkoviti. In Kalivita se je odločila, da bo uporabila, se pravi, visoko kakovostni goveji kolagen. V Glam Upu namreč so uporabili dva tipa kolagena. In sicer kolagen tipa 1, ki je v organizmu zastopan med 75 do 90%. Najdemo ga in v koži, in v laseh, in v nohtih. Prav tako v kitah, vezeh in kosteh. Ko smo prej omenjali, kako močno vlaknasta tkiva ta kolagen tipa 1 ustvarja, je ravno ta lastnost izredno izrazita, kajti vezi, kite morajo prenesti močna natezanja pri našem gibanju. In številne raziskave dermatološke so pa tudi razen tega učinka dokazale, da se pri jemanju kolagena tipa 1 pokažejo vidni rezultati na koži, kar pa je tudi zaželeno, seveda. Potem je tu dodan še kolagen tipa 2, ki je drugi najpogostejši kolagen v tkivih. Ta ima malenkost drugačne lastnosti in sicer bolj elastične in je prisoten v pljučih, v črevesni steni, v steni krvnih žil, zraven seveda, kot je v hrustancu, kosteh, dentinu, kitah in drugih vezivnih tkivih. Torej, zdaj ugotovili smo, kakšen tip kolagena je prisoten v Glam Upu, pa poglejmo še, kaj moramo biti pozorni oziroma kaj je tisto, kar daje kolagenu najkakovostnejše lastnosti. In sicer, pomembna je aminokislinska sestava, pomembna je kakovost kolagenskih peptidov in pa molekulska masa. In sicer najkakovostnejši kolagenski peptidi so namreč tisti, pri katerih molekulska masa le-teh ne presega 4000 Daltona. To so namreč merske enote. In sicer iz vidika predvsem biorazpoložljivosti. Namreč kolagen je velika molekula in se težje absorbira.
Zato za notranjo uporabo se pridobivajo majhni bioaktivni peptidi, in sicer z encimsko hidrolizo kolagena. To pomeni, da se ta kolagenska velika molekula razbije na manjše enote, in ko so te enote toliko manjše, pride do dobre absorpcije. Absorpcija je tista, ki je značilna za kvaliteten kolagen. To bomo si pogledali tako. Če imamo kvalitetne kolagenske peptide, je za njih značilna 90% absorpcija v krvnem obtoku že v 1 uri po zaužitju. Iz krvnega obtoka se potem peptidi transportirajo v ciljna tkiva, kot so koža, kosti in hrustanec, in tam potem delujejo kot gradniki za celice in spodbujajo tvorbo novih kolagenskih vlaken. In točno takšni peptidi so preverjeno vsebovani v hidrokolagenu GLAM-up, in zato je tudi učinkovitost zagotovljena. Kako bomo pa mi zdaj recimo vedeli, da nam kolagena primanjkuje? Prvi taki znaki so recimo na laseh, kadar so le-ti krhki, kadar izpadajo, potem kadar je naša koža suha, uvela, kadar se pričnejo pojavljati že tako malo bolj izrazite gubice, ne govorim o teh smejalnih in lepih, ki jih imamo vsi, ampak ko se že malo potem začnejo gube pojavljati, potem kadar je prisoten celulit, potem tudi strije, kadar so nohti krhki, se nam lomijo. Prav tako se tudi pri prebavi pozna, se pravi, kadar je metabolizem počasen, oslabljen, kadar je prebava slaba, kadar zaznavamo tudi počasnejše tvorjenje hormonov in s tem povezane težave. Velikokrat se pogovarjamo tudi o bolečinah v sklepih, kadar so kosti krhke, kadar je tudi mišični tonus slabši. Prav tako težave z očmi. Kolagen se nahaja tudi v očeh. Kadar se pojavljajo nihanje sladkorja, povišan holesterol. Sami vzroki upadanja kolagena so pa seveda povezani tudi z načinom življenja in pa okolice, v katerem živimo. Onesnažen zrak sigurno je eden izmed vzrokov, da kolagen z leti tudi upada. Potem je tu nepravilna prehrana, ki se ne uspemo mogoče ravno tako držati, kot bi si želeli. Da ne govorimo še o toksinih, kot so alkohol, kajenje, kofein, in pa seveda tudi stresno življenje, ki se ga žal ne moramo izogniti, se pa lahko nekako naučimo ta stres, kolikor se le da obvladovati. Časi so tudi taki, da smo večkrat tudi prikrajšani za dober in kvaliteten spanec. Nekateri imajo tudi pomanjkanje vitaminov, mineralov in encimov, ali pa so na kakšnih hormonskih terapijah, drugih zdravilih. Zdaj prihaja tudi obdobje recimo sončenja, tudi to je vzrok za upadanje kolagena v koži. Poglavitno pa je staranje. Dejstvo je, da z leti raven kolagena v telesu upada. In ta proces se začne že po 25. letu. In v času staranja naša koža, tkiva začnejo izgubljati lastnosti, ki smo jih imeli v zgodnjih 20-ih. In taki prvi znakeci so recimo gubice okrog oči, ki jih najprej zaznamo verjetno na obrazu. Tu si lahko zdaj imamo eno luštno sliko, pogledamo, kje se ta kolagen v koži nahaja. Kot vidimo, je to v osrednjem delu, v dermisu, kjer so ta podolgovata vlaknasta kolagenska vlakna povezana z elastinom. In na tej levi slikici vidimo, ko je to stanje še recimo koža v 20-ih, ko je kolagena ogromno, ko je struktura močna in stabilna, je tudi povrhnjica
tako, hvala Maja, povrhnjica tudi lepo poravnana, koža je napeta, videz je lep, mladosten. Z leti pa ta kolagen upada. In seveda, ker je teh kolagenskih vlaken vedno manj, te opora je slabša in posledično tudi se to izraža na površini naše kože. Glam Up pa ni samo kolagen, ampak je dodana še skupina izbranih antioksidantov. Pa poglejmo, kateri so to. Prvega bi kar izpostavila tako imenovanega vitamin mladosti, ki ga zelo dobro poznamo, in sicer to je koencim Q10. Ta klinično dokazano prispeva k lepši koži. To je en poseben dodatek našemu preparatu in sicer obvladuje proste radikale in se nahaja v vseh telesnih celicah. To je naša energija. In čudovito se mi zdi, da je to dodano kar v visoki dozi, in sicer 50 mg z enim odmerkom zaužijemo tudi koencima. Zraven so dodali še vitamin E in karotenoide. In sicer se pravi, ne gre samo za antioksidativno delovanje, ampak vse splošno krepimo imunsko odpornost in pa psihofizično kondicijo. Imamo pa še en antioksidant, in sicer alfa-lipoično kislino, ki tudi ščiti telo pred oksidativnimi procesi povezani s staranjem. Izpostavila pa bi še hialuronsko kislino. Ta ima izjemno dobro sposobnost zadrževanja vode v tkivih. Sposobna je namreč zadržati tudi 1000-kratno maso vode glede na lastno težo. Kaj nam to pove? Pove, da je odlična vlažilna snov, kar pa ima za posledico, da je koža bolj gladka, mehka in ima manj gub. Mislim, zdaj boste počasi razumeli, zakaj sem tako navdušena nad tem izdelkom. Glam Up namreč vsebuje najkvalitetnejše surovine. Ugotovili smo, da vsebuje hidroliziran kolagen tipa 1 in tipa 3, za katere vemo, da se enostavno in hitro absorbirajo. Številka 1. Drugo, vse je v visokih odmerkih, zelo pomembno, se pravi, v enem odmerku je 10 gramov kolagena, pa če bi še izpostavili 50 mg koencima Q10. In pa hialuronske kisline 75 mg. V glavnem gre za kompleksno formulo, ki bo podprla zdravje naše kože in sklepov v zelo širokem spektru. Ne smemo pozabiti tudi, da ima Kalivita seveda certifikat trenutne dobre proizvodne prakse, s tem pa zagotavlja sledljivost in kakovost vseh sestavin, ki jih vstavlja v izdelke. Ne vsebuje sladkorja, ne vsebuje konzervansov, ni umetnih barvil, ni glutena, soje, laktoze, gensko spremenjenih organizmov oziroma kakršnih koli zdravju škodljivih sestavin. Zraven vseh teh čudovitih lastnosti pa moram povedati, da ima tudi odličen okus. Sem že imela to priložnost preizkusiti oziroma ga že uporabljam, imam ga tudi ob sebi, lahko pokažem. Upam, da ga boste tudi lahko vi v kratkem čim prej preizkusili. Posebnost, kar se tiče, tudi ne vsebuje alergenov, se pravi, ribji kolagen je lahko tudi alergen, tega v Glam Upu ni. In pa glede na vso sestavo, ki jo premore ta izdelek, ima zelo, zelo ugodno ceno. Namreč preračunano je to 2 evra na dan. Ena kavica, pa veliko, veliko koristi. Na trgu je namreč kar precej, oziroma bom rekla poplava kolagenov, ki sem jih tudi pregledala, sem jih
bom rekla, kar preštudirala, ampak moram povedati, da je kar nesmiselno delati primerjave, kajti velika večina namreč odpade že v prvi vrsti, kajti izdelki sploh nimajo znane molekulske mase kolagena, niso izdelani pod strogo kontrolo, nimajo sledljivosti sestavin, tako da s temi se sploh nisem ukvarjala, ne, tako da to en velik delež kar odpade. Bi se kar osredotočila nazaj na naš izdelek, in sicer močanje ima veliko vsebnost kolagena, ki ga pri drugih ne boste našli, 10 gramov je velik odmerek in pa zelo kompleksna je, kot smo ugotovili, kaj ima vse dodano. Trenutno praktično nima prave konkurence. Uporaba Glam Upa je pa zdaj naslednja, in sicer priporoča se 1 merica na dan, in sicer to 1 merico zmešamo z 250 mililitri vode in pretresemo v šejkerju. Mogoče bomo to na koncu tudi probali, ne, Maja? Seveda, priporočam. No, super, da malo preizkusimo. Izdelek se priporoča za rezultate, da se uživa 3 mesece. 3 mesece telo rabi, da zgradi to kolagensko strukturo in da se potem začnejo videti dobri učinki tega izdelka. Nekateri ugotavljajo to že seveda prej, odvisno v kakem stanju smo začeli izdelek uporabljati. Če je naš namen, da želimo uporabiti Glam Up za izboljšanje kakovosti naše kože, las, nohtov, je smiselno, da ga uživamo z vitaminom C. In sicer ni časovno opredeljeno, lahko ga zaužijete kadarkoli, lahko vam to ustreza. Malo drugače pa je, kadar želimo namensko uporabiti kolagen za sklepe kosti v smislu preventive ali pa rehabilitacije. To pa, če se spomnite podatka, da se 90% kolagena absorbira uro po zaužitju. To pomeni, da nam je takrat na razpolago. Zato je smiselno, da v takem primeru zaužijemo Glam Up 1 uro pred telesno aktivnostjo. Logika. Se pravi, zaužijemo 1 uro pred telesno aktivnostjo, da imamo takrat kolagen na razpolago. Najboljše pa je, da se takrat izvaja kakšna vadba za moč. Se pravi, da telo obremenimo. Vitamin C, ki sem ga že prej omenila, je pa tako. Namreč, kolagenu je smiselno dodajati tudi vitamin C. Kalivita ga v osnovi ni dodala v sam izdelek, in sicer iz preprostega razloga, ker ga je dosti bolj smiselno dodati v obliki z zakasnenim sproščanjem. To je recimo izdelek C1000, ki ga imam tudi tukaj. To so vsi izdelki, ki so pri nas vedno v uporabi. In zakaj? C-vitamin je namreč zelo pomemben v procesu izgradnje in celjenja vezivnega tkiva. In se pravi posledično tudi v procesu izgradnje kolagena. Tako da vedno kombiniramo Glam Up z vitaminom C. Ker če bi ga kalivita v osnovi dodala že v sam izdelek, ne bi imeli tega zakasnjenega sproščanja. Zdaj pa lahko vi to sami dozirate, se pravi, date 1000 mg C-vitamina skupaj z izdelkom, potem pa čez 12 ur zopet, recimo še. V glavnem C-vitamin je priporočljiv, da ga v večjih dozah zaužijete, sploh kadar želite te procese spodbuditi. Tukaj sem izbrala pa še našo beauty formulo, ki jo tudi že poznamo, in sicer namreč ta nam zaradi vsebnosti hialuronske kisline in pa kolagena pride zelo, bom rekla, nam naproti, kadar želimo vzeti kapsule na pot. Mogoče nam je to lažje v obliki kapsul, kot pa v obliki praška, to je ena varianta. Druga pa je, da vsebuje drugačno vitaminsko-mineralno kombinacijo, ki pa dopolnjuje delovanje Glam Upa.
In zatem, če dodajamo še beauty formulo, bomo spodbudili oziroma nudili močno podporo še lasem in nohtom še na drugačen način. Tako, zdaj smo poskrbeli za svoje zdravje oziroma za gradnjo kolagena od znotraj. Vsekakor pa je smiselno negovati kožo tudi od zunaj in kolagen in hialuronsko kislino imamo tudi v obliki kremice proti staranju, anti-aging cream, ki je izredno lahka, je vlažilna, še posebej zdaj v času, ko prihaja poletje, je taka lahna krema za uporabo. Če skrbimo za naše telo od znotraj, je smiselno, da tudi uporabljamo organske izdelke za od zunaj. In Kalivita ima tudi lep asortiman odličnih izdelkov, mogoče bi celo tu najbolj izpostavila ta rolon. Kolikor imam izkušnje, pa kolikor imajo naše izkušnje z naše stranke, je izredno učinkovit, čudovit izdelek, tudi za tiste, ki imajo težave, ki imajo alergije, ki ne prenesejo praktično nobenega rolona, našo Kalivito pa. Tako da tu je res v redu kozmetika. Torej, zdaj, če bi mi pogledali, ženske smo zdaj v celem življenjskem obdobju nekako željne po neki svežini, po ohranjanju nekega mladostnega videza in lahko to začnemo že praktično po 20. letu. Namreč mladim ženskam pri 20. 30. letu je fino, če lahko ohranjajo proznost kože in si izboljšajo regeneracijo, ker so recimo dosti bolj aktivne v smislu življenjskega sloga, med drugim so tudi ogromno na svežem zraku, na soncu ali pa tudi kakšne, bomo rekli, ponočevanja so takrat prisotna in regeneracija skozi Glam Up bo dosti hitrejša. Ženske med 30. in pa 50. letom imamo glavno željo po zmanjšanju gubic, tako da smo večinoma tudi zelo dobro seznanjene okrog kolagenskih izdelkov. Potem se pa tudi že pojavljajo tudi obdobja menopavze in pa problemi in izzivi s kožo, ki jih povzročajo hormončki. Tako da Glam Up bo pomagal tudi v tem obdobju. Vsekakor tudi za ljudi oziroma za mladino, ki ima težave z aknami, morda tudi kakšne brazgotine, pigmenti, kakšna vnetja, potem ekcemi. Prav tako Glam Up pomaga pri kakšnih kozmetičnih in drugih kirurških posegih, je to smiselno kombinirati, da pomagamo pri celjenju kože. Ne pozabimo na vitamin C, ki mora biti nujno dodan, da povečamo učinek, ki ga želimo. Prav tako za vse, ki se spopadajo z celulitom, in pa seveda ženske pred in po porodu. Takrat je naša koža izpostavljena izrednim razmeram, bomo rekli, in rabi tudi izredno dobro pomoč, da se lahko potem čim prej vrne v svoje prvotno stanje. Prav tako je tudi na shujševalnih dietah koža močno izpostavljena in kadar hujšamo, dajmo si pomagati, da bo koža sledila temu manjku kilogramov in se bo lepo prilagodila. Na koncu še izpostavimo tudi športnike, tako kot smo rekli, se pravi, lahko poskrbimo za sklepe, kosti in sicer v smislu preventive ali rehabilitacije. Tako nekako bi sedaj zaključila z Glam Upom. Jaz upam, da ste osnovne informacije prejeli.
Izdelek kot takšen sem jaz že probala, ga že uživam. Moram povedati, da je res prijetnega okusa. Učinke bom še sporočila. Upam, da si ga boste tudi vi privoščili. Tako da želim, da sijete, da ste zdravi, da ste zadovoljni. In hvala za vaš namenjen čas, ki ste ga zdaj preživeli z mano. Mojca, najlepša hvala. Jaz imam tukaj že par vprašanj, tako da prosim, če bi še kdo imel, zdaj imamo idealen čas za diskusijo, za vsa vprašanja povezana z izdelkom in z krepitvijo naše lepote. Skratka, prvo vprašanje je, ali je izdelek primeren tudi v času dojenja? Če je izdelek, načeloma je ta, se pravi, absorpcija kolagena v smislu v mamino telo učinkovita, ampak prehajanje skozi mleko do dojenčka so pa izredno nizke. Študij na podlagi tega se ponavadi ne dela, je pa smiselno mogoče počakati, ne, v takem primeru. Vedno, tudi ne v osnovi, ko Glam Up je predpisan, se pravi, pred nosečnostjo, ne, in potem po nosečnosti, ne, se pravi, vedno smo tukaj previdni, kadar gre za otroke, za dojenčke, za dojene, čeprav, ne, moramo slediti smernicam, ne. Ima še kdo kakšno vprašanje? Lahko napišete na chat, lahko dvignete roko, pa vas bom vklopila, oziroma se lahko tudi sami, saj imate to možnost, da vklopite zvok, se pravi, da se unmutate. Tako da, če bi kdo želel. Evo, Cilka, fina, zdravo, slišimo vaju. Čestitam vam, samo Mojci. Tudi jaz čestitam za to odlično predavanje. Jaz mislim, da je bilo res ogromno koristnih informacij in da je naredila tak zelo lep sistematičen pregled v bistvu vsega od tega, zakaj jo potrebujemo, katere učinkovine nam lahko pomagajo pri določenih stvareh, v kakšnih odmerkih so, skratka, da so lepo izpostavljene vse prednosti tega izdelka. Ne samo Mojca, tudi jaz sem že zadevo testirala, v bistvu jaz sem že 14 dni, je sicer še malo prezgodaj, da bi karkoli komentirala, edino, kar sem dejansko opazila, je to, da mi že zdaj bistveno manj izpadejo lasje. Tako da za vse ostalo bomo videli tam od meseca do 3 mesecev, a ne. Če nimaš gub, se ne more kaj videti. Ja, pa jih imam, teh od smeha imam. Mojca ni povedala, kaj za tiste od 75 dalje. Ja, to je dvojna doza. Bomo testirali pa eno mesto. Ja, gospa Cilka, seveda, saj smo rekli, ne, za vse letnike je izdelek primeren. Mogoče res, če boste kaj tudi za sklepe, ko smo rekli za vezi, preden greste delat, urico prej. Prav? Prav bomo obuvali. Vem, da ste pridne in delovne. Igor sprašuje, kako je z točkami. Predvidevam, da govoriš o bonusnih točkah pa o trgovskih točkah. Bonusnih točk je 483, trgovskih točk 59,27. Članska cena je 64,9 evra, tega mogoče nismo prej posebej izpostavljali, ampak tako kot je Mojca povedala, če vi že preračunate, da imate v eni dnevnem odmerku 50 mg koencima, sami veste, da je pri koencimu 30 plus evrov, se že tukaj prihrani, da ne govorim potem še, kar se tiče ostalih antioksidantov, zato tudi dejansko težko primerjamo ta izdelek z drugimi podobnimi kolagenskimi preparati, ker je enostavno formula bistveno bolj kompleksna in tudi sam odmerek je precej večji, kot ga vsebuje večina ostalih izdelkov na trgu. Ima še kdo mogoče kakšno vprašanje?
Tako jaz. Kar izvoli. Zanima me shake, ko delamo, naprimer, rekla si 2 doze, oziroma 1 doza je za cel dan, 250 ml lahko naredimo, naprimer, z sadjem ali karkoli se lahko dodaje, mleko ali v tej mešanici, kaj je kontraindicirano dobesedno, da dodamo ali samo z vodo? Ne, lahko je zelo blagega okusa, nežnega vonja, niti ni preveč, bom rekla, ni tistega sladkobe, ni. Mislim, meni je osebno zelo tak nežen okus, tako da, ko ga zmešate, ne vem, jaz sem si še danes malo proteinov zraven zmešala, da je bila še potem res dobra doza, tako da lahko kombinirate komot, ker ta se zelo lepo se raztopi, ker je, se pravi, topen v vodi, kot smo rekli, in ga lahko potem komot zmešate še ali s kako sadjem, zelenjavo, Ja, Maja že kaže, ima shake, jaz imam tudi, uporabljam ta shaker. Res zelo priročna zadeva za pripravo napitka, najbolj enostavno pa najhitreje si ga boste pripravili in direktno ga lahko tudi spijete. Jaz sicer priznam, da sem si delala samo z vodo, mogoče razrečem malenkost bolj, ampak v osnovi, če z Mojco pokaževa, dobite tako dozirko, to je 1 merica in potem v bistvu lepo odmerite. To je res čisto enostavno, prah, ga stresete v shaker, dodate pač vodo po okusu, koliko želite, in 15krat pač premešate in se zelo, zelo hitro se raztopi. Ker če boste delali to v kozarcu, boste mogli pustiti sam prašek v bistvu dlje časa, da se raztopi in je veliko več enega packanja in precej dlje boste to mešali, tako da jaz res toplo priporočam, ker smo to že preizkusili, pa zakaj bi se vi mučili z nečem, kjer imamo že mi neko dobro pač prakso. Tako da to res toplo priporočam, če slučajno shakerja nimate, jaz že zaradi pač proteinov, se pravi zaradi One Diet, ga pogosto, kadar telovadim, uporabljam, tako da zdaj si pa naredim, mi je zelo priročna zadeva in tudi vam lepo svetujem. Ja, super, ker si ga lahko tudi lepo zraven vzamete, spodaj je posodica, dozirna, in potem, ko ga potrebujete, si ga enostavno zmešate, tudi ko greste na pot, ga vzamete zraven. Torej, Liljana sprašuje, kako se izdelek pokriva z Joint Protectom, oziroma ali bi ga v določenih primerih lahko nadomestil za potrebe izboljšanja stanja sklepov. Ne bi jaz temu rekla nadomestil, jaz bi temu rekla, da se bi ta dva zelo dobro dopolnjevala, namreč, ker imata z različnimi pristopi krepimo sklepe, glukozamin kot takšen na drugačen način deluje kot pa kolagen, in pa tudi tam imamo, se pravi, protibolečinske, protivnetne učinkovine, tukaj pa dodajamo osnovne še dodatne gradnike, ki bodo podprli sklepe, vezi in pa tkiva. Tako da ja, definitivno je smiselno narediti kombinacijo občasno, Hvala, Mojca. Imamo še eno vprašanje, sicer Maja sprašuje, koliko pa je priporočljivo, da dodamo tekočega C vitamina v raztopino. Se pravi, da ko si pripravljamo verjetno napitek, kako bi dozirala Liquid C? Liquid C. Poglejmo, enostavno primerljivo mora biti, se pravi, če imamo 1000 mg, smo priporočali v trdni obliki, kot C1000, se pogledamo, koliko je to v mililitrih v Liquid C ekvivalentno, na ta način. A bi mogoče Fina tukaj povedala, na pamet ve, koliko kapljic bi ona dala noter? 2 merici. 2 merici. 2 merici, 2 pokručka bi jaz dala. Hvala. Se absorbira, je kar dovolj. Je kar dovolj, pa mogoče, ker ni zakasnjeno sproščanje, lahko večkrat pomalo na dan C vitamina, v tekoči obliki, Jaz vsekakor bi večkrat dozirala.
Ne, to je pač prednost C1000, ne, da ga vzamemo in se potem lepo sprošča sam. Ne rabimo razmišljati o tem, da ga večkrat vzamemo. Ne. Dobro. Tako da zdaj vas bom pa vklopila vse, tako da se poslovimo, če slučajno kdo ne bo prisoten na delavnici, si dajmo pomahati, pa upam, da se vidimo čez slabih 10 minut potem na delavnici. Tako? Evo, se vidimo na delavnici. A vam je bilo všeč? Ja. Pa dajte prste gor za Mojco. Bravo. Pa čez približno 10 minut na delavnicah, prav? Dobro. Adijo.